Dober večer na novi prireditvi Matica pod zvezdami. Današnji večer je po dveh malce bolj filozofsko naravnanih namenjen zgodovini. Predstavili bomo novo knjigo iz zbirke Zgodovina narodov in držav, ki jo bo podrobneje kasneje predstavil Peter Vodopivec, eden od urednikov zbirke, skupaj s Petrom Štihom, ki je še na poti in prihaja, morda tudi malce z zadržkom zaradi današnjega cepljenja, upam, da ni bilo nič hujšega. Naša dva gosta, danes pa sta Dušan Mlacovič, ki je napisal spremno besedo k Benetkam Pomorski republiki Frederika Lejna, in prevajalec Matej Venier, ki bo seveda odgovarjal na vprašanje moderatorja. Bo nekaj povedal, bo pač povedal, kar bo imel, ampak moderator bo sta pač urednika zbirke, ki bolje vedel. Ne vem, kakšen protokol si sami naredili, se pravičijo. Hočem povedati samo to. Knjiga sledi tej seriji Zgodovina narodov in držav, enake oblike, enak način, in upajmo, da bomo v njej dobili še veliko novih knjig. O tem bo več urednik povedal. Rad bi povedal še to, da to vrstne dogodke, kot je Matica pri zvezdami, so nam letos finančno podprli Javna agencija za knjigo in Mestna občina Ljubljana, tako da se lahko v tem prelepem obnovljenem atriju pred 2 letoma srečujemo, seveda, kadar ni dežja, kadar se ne preselimo v dvorano, tudi zahvaljujoč njihovi podpori. Še to, morda tehnična opomba. Če bo kasneje še razprava, oziroma ko bo razprava, bi prosil tiste razpravljalce, da upoštevajo, da dogodek tudi snemamo, zaradi tega, da bo lahko dosegljiv tudi širši javnosti, pa se bomo tudi mogoče kasneje zmenili, da pridejo potem govoriti tudi pred mikrofonom. Sedaj pa besedo kar predajam, kako rekel, svojemu nekdanjemu profesorju, svojemu nekdanjemu sodelavcu, neutrudnemu delavcu pri Slovenski matici, Petru Vodopivcu. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, prav lepo pozdravljeni. Zgodovina Benetk, kot je bilo že rečeno, oziroma Beneške republike, ameriškega zgodovinarja Frederika Lejna, je 8. knjiga zbirke Zgodovina držav in narodov, ki jo je začela Slovenska matica izdajati pred 16 leti, leta 2005. 6 do sedaj izdanih knjig obravnava zgodovino držav in narodov v naši neposredni ali nekoliko bolj oddaljeni bližini, to je slovaško zgodovino, madžarsko zgodovino, hrvaško, srbsko, italijansko in avstrijsko zgodovino, zgodovino kitajske, slovenskega sinologa Mitje Sajeta, ki smo izdali leta 2015, pa smo obrnili pogled še precej dlje tej azijski velikanki. Vse doslej izdane knjige so zaokroženi, berljivi in širšemu krogu bralcev namenjeni zgodovinski prikazi, ki predstavljajo zgodovino teh narodov od najzgodnejših zgodovinskih obdobij in njihovo državno zgodovino od nastanka zgodnjih državnih okvirov do sodobnega časa. Že ko smo po madžarski, hrvaški in italijanski pripravljali avstrijsko zgodovino, torej zgodovino naše 4. sosede, pa je kolega Peter Štih se nam bo pridružil, predlagal, da usmerimo pogled še nekoliko nazaj. Državi, ki že več kot 200 let ni več, ki pa je bila več kot 600 let od srednjega veka do konca 18. stoletja nadvse pomembna in vplivna državna tvorba v naši neposredni bližini in je svojo oblast, tako kot na Jadransko morje, velik del Sredozemlja in celinskega zaledja razširila tudi na slovensko primorje in Istro. To je bila Beneška republika. Podobno kot večine zgodovini narodov in držav, ki smo izdali, tudi pregledne zgodovine Benetk oziroma Beneške republike v slovenščini doslej še nismo imeli. In smo jo dobili še sedaj z odličnim prevodom Lejnove zgodovine Beneške republike, prevodom, ki je delal gospoda Mateja Veniera. Ameriški zgodovinar Frederik Lejn je knjigo Benetke, Pomorska republika, prvič izdal že leta 1973, torej pred skoraj 50 leti. Tudi kot spremni besedi v slovenski izdaji poudarja kolega Dušan Mlacovič, pri spraševanju o tem, katero pregledno delo o zgodovini Benetk prevesti in izdati v slovenščini,
Tudi pred 2 letoma, ko smo se odločili za Lejna, ni bilo dileme. Lejnov pregled še vedno in še danes velja za referenčen, zelo berljiv in tekom let z najnovejšimi zgodovinopisnimi novostmi aktualiziran zgodovinski pregled, ki je ne le v angleščini, temveč tudi v Italiji doživel številne ponatise. Ameriški zgodovinar je, ko je raziskoval beneško zgodovino, posvečal posebno pozornost moreplovstvu in ladjarstvu in na ta način tudi v svoji knjigi postavil spredje pomorstvo, denarništvo, razne oblike proizvodnje in gospodarstvo, torej vse tiste panoge in dejavnosti, ki so sploh omogočile izjemen beneški vzpon. Tudi hkrati v knjigi seveda namenil ustrezen prostor tudi vsem drugim vidikom beneške zgodovine in beneškega življenja, razvoju politične in upravne organizacije Beneške republike in njenega pomorskega imperija, okoljskim dejavnikom in razvoju prebivalstva, vplivnim osebnostim, urbanemu razvoju mesta in mestnih naselbin v Beneški laguni, stiku Benetk z zaledjem in nikakor ne nazadnje vsakdanjemu in kulturnemu življenju, umetniškemu ustvarjanju in zanimanju za umetnost. Toliko za uvod, zdaj bi pa jaz kar prosil kolego Dušana Mlacoviča, ki je napisal širnejšo spremno besedo, knjigiče v knjigi nekoliko več pove. Najlepša hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, žal mi je sicer, da ni še priložnost besedo prevzeti naš kolega Peter Štih, ki bo še natančneje pojasnil okoliščine, zakaj je pravzaprav predlagal prevod ravno te knjige. To je bil nasledek dolgega procesa dogovarjanja o tem, kaj v Sloveniji izdati in kaj takrat, ko bo izdano uporabljati tudi kot učbenik za najprej manjkajoči del slovenske zgodovine in pa za zgodovino nečesa, kar je kljub temu, da ni večina slovenskega teritorija pripadala tej državni tvorbi, bistveno pomembneje vplivala na zgodovinski razvoj v teh krajih, kot si danes predstavljamo. Ves čas je to bila, torej pred očmi ta knjiga, namreč kljub dolgoletnemu spremljanju stanja stvari v zvezi z historiografijo Benetk, nismo imeli priložnost zaznati nobenega bolj referenčnega dela kot to delo, ki je šlo leta 1973. Torej, vidimo, niso ravno sveže žemljice, ampak še zmeraj ni ničesar na tržišču takega, kar bi ga lahko nadomestilo. Pri Frederiku Lejnu si je zelo lahko zapolniti njegove letnice, torej kdaj mu kaj izide, tudi smrt, namreč rojen je leta 1900 in po 1900 se točno ve, v katerem življenju leta bo kaj išlo. Torej, ta knjiga po tem takem njegovem 73. letu, torej takrat, ko je imel za seboj že vso svojo akademsko kariero, ki je bila zelo bogata. Torej, rojen je v Michiganu leta 1900, v družini intelektualcev, že kot otrok se je staršema preselil v Massachusetts in se je družil ves čas s harvardsko akademsko srednjo. Tam je, torej najprej je obiskoval univerzo drugje, torej ves čas ga je zanimala ekonomska zgodovina, ki je takrat bila zelo pomembna veja zgodovine v nastajanju. Torej, ekonomska zgodovina je takrat v vzgonu, on je njen, recimo temu, ameriški prvak. No in nadaljeval je študij na Harvardu, kjer je doktoriral in je v sklopu tega študija prejel tudi prvo štipendijo za obisk Evrope in to so bile Benetke. V Benetkah se je srečal s takrat najvidnejšim evropskim ekonomskim zgodovinarjem, to je Gino Lucato, torej italijanski profesor judovskega rodu na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, ki mu je pravzaprav funkcioniral kot nekakšen starejši brat. On je tisti, ki ga je vpeljal v dobesedno skrivnosti Beneškega arhiva. In ko rečem skrivnosti Beneškega arhiva, za razliko od danes, ko tam skrivnosti ni, je pa gora materijala, je to takrat držalo. Namreč mi si vsi predstavljamo Beneški arhiv kot nekaj,
zelo urejenega, tradicionalno urejenega, ker tudi Beneško republiko doživljamo kot urejeno državo, podobno kot Habsburški imperij. Ampak resnica je drugačna, torej Benečani so svoje arhive hranili po svojih uradih in jih niso nikoli doživljali kot nekaj centralnega, kot nekaj, kar bi naj bil zgodovinski spomin na Beneško republiko. In celo huje, v 18. stoletju je Beneški senat sprejel določilo, da naj zaradi pomankanja prostora uničijo vso tisto gradivo, ki nima več strateškega pomena za Beneško republiko kot državno tvorbo. Z drugimi besedami, začeli so sistematično uničevati lastno gradivo. In sreča v nesreči, pridejo napoleonske vojne in konec republike, vso ta masa iz vseh beneških uradov se prenese na Dunaj, kjer to uredijo, ker pozneje v Benetkah rekvirirajo 3 samostane, ki so skupaj v mestu in tam spostavijo nov centralni arhiv Beneške republike, ki ga je bilo treba šele urejati. To je tudi danes, je tam arhiv in tam je shranjenega več kilometrov gradiva kot v vseh slovenskih arhivih skupaj. In to je bilo seveda treba urediti in spoznavati. Torej, Gino Lucato in Frederick Lane sta prva, ki sta začela pristopati raziskovanju beneške zgodovine preko virov, ki niso zgolj normativni oziroma ki ne podajajo politične zgodovine. Ona dva sta prva, ki sta se lotila tistih tipičnih virov za ekonomsko zgodovino, kot so na primer notarski spisi, predvsem pa zasebne računske knjige, ki so bile do takrat povsem nedotaknjene. Torej, Gino Lucato se je ukvarjal z beneško zakonodajo na temo ekonomija, s tem, da ko rečem beneška ekonomija, govorim o stvareh nadaljavo, torej tudi tisto, kar je treba regulirati na poti do Indije in Kitajske, ali pa do flamskih dežel na drugi strani. No, Frederick Lane, kot streniran ekonomski zgodovinar, se je pa lotil teh navidez težkih, zoprnih računskih knjig, ker je moral ne samo brati tisto, kar ima pred seboj, moral je tudi hkrati poustvarjati metodologijo, kako se tega lotiti. Zato je on zelo cenjen, torej njega seveda vsi doživljajo kot beneškega ekonomskega zgodovinarja, ampak hkrati ga pa tudi poznajo kot tvorca metodologije, ki ni zgolj beneška in je nastajala v sozvočju s francoskim zgodovinopisjem, namreč študiral je tudi v Bordeauxu, kjer se je srečeval z ljudmi iz kroga Annales, se spoprijateljil s Fernandom Brodelom. Njuno prijateljstvo je bilo neizmerno in je bilo zelo važno sploh v času druge svetovne vojne, kjer je Frederick Lane, ki je ves čas takrat bival v Ameriki, opozarjal na to, kako se stvari v Evropi obračajo. Torej, mimogrede, Gino Lucato je leta 1939 na beneški Kafoskar izgubil službo kot jud in mu je moral dobesedno materialno pomagati. Vsi ti zgodovinarji so vsak na svojem področju in sozvočju in kot sodelavci sestavljali vsak svoj košček evropske ekonomske zgodovine poznega srednjega veka in zgodnega novega veka. Lane je ravno v tem času izdal svojo doktorsko disertacijo o beneškem ladjevju in ladjedelništvu, na kar je nadaljeval z rezultate tega, kjer mu je Lucato zelo pomagal. Izdal je knjigo Andreja Barbarigo, The Merchants of Venice, kjer je pokazal na pomen teh računovodskih spisov kot virov za zgodovino in kako zelo pomembno je takšen tip virov poznati, ko gre za en megalopolis poznega srednjega veka, kot so to Benetke. No, pozneje se pa je glavnem posvečal vprašanjem povezanih z trgovino nadaljavo, v svojih zadnjih letih pa zgodovini denarništva. In to je počel že skupaj s svojim asistentom, Reinholdom Müllerjem. Reinhold Müller je danes upokojen profesor Beneške univerze K. Foscari, je naš velik prijatelj. Preko njega poznamo tudi podrobnosti iz Laneovega življenja, ki vam jih tudi namenoma zamolčim. In
Profesor Miller nam je razlagal, kako sta skupaj pripravljala to ogromno knjigo, ki je šla leta 1984, v letu, ko je Frederick Lane tudi umrl, o beneškem bančništvu v poznem 7. veku, kjer sta pokazala na nekaj, kar je do takrat bil v bistvu imaginarni svet. Torej, na kak način funkcionira beneško denarništvo. Glede zgolj za ilustracijo, torej, beneški denarni sistem je poznal načelu 11 osnovnih načinov obračuna denarja. Nekaj malega je opisal tudi v tej knjigi. In teh 11 osnovnih načinov obračuna beneškega denarja je seveda zelo dobro poznati, ko trguješ po vsem vzhodnem Sredozemlju, ker seveda vsaka decimalka pomeni astronomsko bogatstvo, podobno kot danes, ko gre za Silicijevo dolino, oziroma za te, ki obvladujejo bitcoine in podobno. Torej, v podobnem svetu se vrtilo. On je v 60. letih tudi vodil Ameriško združenje za ekonomsko zgodovino, bil je član Akademije ameriške za srednji vek, bil je član vseh vidnih italijanskih akademskih inštitucij, sploh tistih Benetkah, bil je prejemnik številnih nagrad. Torej, njegov asistent, profesor Müller, je leta 1997 izdal drug del njunega skupnega dela o beneškem denarništvu, tokrat bolj posvečeno bančništvu, podpisal je sicer sam, ampak je povedal, da sta velik del pripravljala skupaj, ampak da je že bilo v štartu dogovorjeno, da bo ta drug del samostojno izdan. In to je tudi čas, ko so začeli kolegi, ekonomski zgodovinari, ameriški zgodovinari, ki so se ukvarjali z predmoderno evropsko zgodovino, pisati tudi številne prispevke o samemu zgodovinarju in njegovi metodi. Leta 1966 je išla njegova knjiga Benetke in zgodovina, gre pravzaprav za zbornik člankov, torej tisti člankov, ki so jih zgodovinarji doživljali kot njegova najpomembnejša dela. Predgovor tej knjigi je napisal Fernand Braudel in seveda predgovor je zelo laskav in povzema so njuno skupno delo in kaj je Laneov prispevek k ekonomski zgodovini predmoderne Evrope skozi perspektivo Benetk. Torej, na kratko o knjigi. Knjiga je seveda zastavljena kronološko, je pa precej jasno vidno, da jo je pisal nekdo, ki je ekonomski zgodovinar. Ves čas nam želi zgodovino Benetk prikazati skozi tisto, kar doživlja kot njihovo bistvo. In to je združenje moči s pomorstvom, denarništvom in trgovino. Zelo natančno skuša opisati tudi beneško družbo, politični ustroj. Medtem ko se nekaterih tem pa seveda kot vsi mi loteva obrobno. In te teme, ki se jih loteva obrobno, so pa povezane s kulturno zgodovino in pa recimo umetnostno zgodovino, ker je ta knjiga tudi doživela največ kritik. Torej, knjiga je nasplošno zelo dobro sprejeta, da ne govorimo o številnih izdajah, ki govorijo same o sebi, da ne govorimo o tem, da pravzaprav tisti, ki so knjigo kritizirali, so bili zapisani pozabi, torej poniknili so in poniknile so njihova dela in njihove kritike. Ampak dovolite mi samo, da omenim enega izmed njih, to je ameriški zgodovinar iz Univerze v Chicagu, Eric Cochrane, ki se je najtemeljiteje v Ameriki ukvarjal s italijansko historiografijo v času humanizma in renesanse. Torej, on je knjigo raztrgal. Dobesedno je raztrgal, ampak izkazalo se je, da je šlo za kritiko na zelo osebni ravni iz osebnih zamer. Kar pa se od njegove kritike zelo resno bere, na kar opozarjajo tudi umetnostni zgodovinarji, tudi pri nas, ko berejo stvari prevedene, pa je, da je določen pojmovnik že v času Fredericka Lanea bil pase, da ni bil najbolje poučen o stvareh, da se na določene stvari že gleda bistveno drugače.
da so tudi že v njegovem času eni določeni procesi povezani z beneško umetnostno zgodovino že potekali tako, da bi on to moral vedeti in podobno. Torej, to pa so mogoče resne stvari za upoštevati. Ampak, ker gre za dobesedno marginalije v tej knjigi, ki je brez kakšnega koli zadržka lahko cenimo kot odlično, mislim, da to ni kaj hudega za meriti. Na vse zadnje, kdo od nas si upa, ko je star 73 let, v enem zamahu podati pregledno zgodovino ene tako zelo zahtevne vsebine, kot je zgodovina Beneške republike. Mislim, da si zasluži tudi za to vse pohvale. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa jaz še prosil prevajalca, gospoda Mateja Venera, še najprej pove nekaj o prevodu, pa potem tudi o knjigi, kako je doživljal knjiga. Pozdravljeni, hvala za besedo. Torej, jaz sem se te zadeve lotil z veliko simpatije, ljubezni in spoštovanja, malo zaradi priimka, drugič pa tudi zato, ker sem imam strastno rad zgodovino in beneška zgodovina je ena od najbolj privlačnih zgodovin sploh in najbolj takih začudujočih fenomenov, kako je to mesto zraslo pravzaprav na močvari, na ničemer in kako se je potem razvilo v eno največjih velesil svojega časa. In to kar dolgega obdobja v evropski zgodovini in svetovni zgodovini. Torej, mene je najprej presenetilo, v bistvu sem bil šokiran, kako težaven je tekst za prevajati, ker je tu taka zelo visoka akademska angleščina, brezstrastna na en način in v vsakem stavku je pa en določen kaveček, ki manj podpomeni, ki nekam pelje, ki ga je treba nekako dešifrirati. In zdaj, če nisi ravno zgodovinar, če si samo ljubiteljski zgodovinar, kot sem jaz, ki bi verjetno zelo težko naredil kakšen izpit pri tukaj prisotnem profesorju. Pri obeh profesorjih tukaj in še tretjem, ki pride. Če imaš zgodovino še tako rad, seveda moraš zelo resno zagrabiti zadeve. Tako da sem bil tudi potem zelo hvaležen za pomoč profesor Mlaceviča, brez katerega bi ta reč imela verjetno več, bi človek padel in padel grdih prevajalskih pasti, tudi zaradi, predvsem pri tem izrazoslovju za upravne strukture srednjega veka italijanske, tam, ko je tisti magistratur v komunah in teh rečeh, tukaj je bil, hvala Bogu, veliko pomoč in zelo nesebično se je lotil tudi stvari, tako da in je pazljivo vse prebral. In drugič pa sem tudi zelo hvaležen profesor Petru Krečiču, ki je pogledal ta umetnostni del zadeva, kjer je tudi polno finez, če človek ravno ne študira The Stones of Venice, Raskina, zelo natančno, in si tistega ne poskuša prevajati in če ni, torej tukaj mora biti ena pomoč, ena strokovna pomoč pri teh rečeh in tudi profesor Vodopilcu in profesor Štihu sem hvaležen, ker ste pazljivo prebrala tudi tekst in tudi še marsikaj pogledala, ker veste, to je tako tak prevod, ta zgodovina magistralnega dela ne more biti delo enega samega človeka, ampak je tukaj mora biti zadaj ena skupina enega znanja, tudi lektor je tudi dosti prispeval in tudi gospa urednica knjige tu prisotna, gospa Katja Klein-Dienst. Tako da, kolikor je ustvari na zadnje še kaj narobe, je izključno moja krivda. Tako da, kot se temu reče, je pa meni je bilo veliko veselje prevajati tudi te slikovite stvari, te zgodovinske stvari, klasične zgodovinske stvari, ker se veste, človek, ki ni strokovni zgodovinar, ga očara samo dogajanje v zgodovini. Ko se začne predstavljati te reči, ta dogajanje, Slobitko pri Lepantu, da se spomnim še od mehknega, tiste slavne slike,
enkrat je bila v reviji Epoka, ki smo imeli pri nas doma, ta slika, ki zdaj visi v Doževi pelači, vse originalna je pač propadla v požaru, ne? Ampak to, ki so Tintoretova, je propadla v požaru, ta pa je in tam je na osrednji galeji tisti Dož Sebastian Venier, ki stoji, ne? Ki stoji s tisto palco in potem tisti veslači okrog njega in te reči in to so potem rekli, vidiš, ta je grupa, ne? Pri nas doma tako se je zaredila ta ljubezen do zgodovine pri nas iz teh reči, ne? In si predstavljaš to dogajanje in to dogajanje je vendarle kljub tej visoki strokovnosti knjige izjemno plastično podano, recimo tisti odlomek iz bitke pri Draču, ne, ko je pisala Ana Komnena, kako so Benečani premagali normansko ladjevje Bohemonda, kako so ga premagali. In tam je bilo tudi treba te stvari, je bilo zelo težko dešifrirati, ker si jih moral predstavljati, kako se je to godilo, ker so Benečani gor v koše, na vrhove jamborov, so spravili ene štore, torej panje, obite z žebli, s kolino in so to potem metali na vodno črto, da so prebili trupe teh normanskih ladij. Seveda je moral zadeti vodno črto, ker če ga je prebil višje, seveda ni vdrla voda, če je pa točno tja zadev, je pa vdrla voda v ladjo. In teh stvari je polno, tudi pri obleganju, to je bilo tudi težko si dešifrirati in si predstavljati te reči. Ta reč je bila še kako privlačen del posla. In kako so potem tisti naskakovalni mostovi, ki so jim rekli leteči mostovi. To so v bistvu naskakovalni mostovi, ki so jih tudi, ko so oblegali Konstantinopel, s tistimi najvišjimi jambori, s 30-metrskimi jambori, ki so jih seveda posekali v boga katerih gozdovih v Jadranu, ali pa mogoče v Dolomitih ali kjerkoli, in jih pripeljali tja v Benetke in jih izgradili tiste ladje za križarje. Potem, ko se ti ta kontinuum nekako začne prikazovati, je potem to strašno privlačno delo, to prevaja. To sem hotel reči. Ampak to je zanimivo, ker so potem slike, poznejše slike so take, da je z vrha jambora je zakavljal potem na rob obzidja v Konstantinoplu 1204. leta in po tistem so se potem plazili tisti težko oboroženi križarji, in ko sta potem prišla, takrat ob zavzetju Konstantinopla, ko sta prišla, dva sta prišla prva na vrh nekega stolpa, ker sta se dve ladji z verigami zvezani, so jih postavili ob eno in ob drugo stran stolpa. In potem je to, ko je pa veter nagnil tisti jambor prav, je potem dosegel, je prišel nad zidek iz lesa, nad strešek, ki ga je dal napraviti tisti Murtzuflus, tisti bizantinski cesar, ga je dal napraviti na strešek, ampak jambor je bil še višji. In potem so lahko spravili tisti most in potem je prišel najprej en Benečan, ki so ga posekali, so ga Grki posekali, ampak potem je prišel pa en francoski vitez, ki je bil pa v oklepu, ki ga pa niso mogli potolči. In potem so zasedli prvi stolpi. Teh momentov je polno v tej knjigi. Tako kljub vsej znanstvenosti, pa tisti trenutek, ko je prišel do bankrota na Rialtu. To je bil bankrot na Rialtu in je en Foskar, kaj je bil en bankir, so se vsi zgrnili in so rekli, plačaj najprej meni v tisti banki. In potem je rekel on, vsak od vas bo dobil plačano in vsi boste dobili. In potem so šli in so zbrali kredit. In teh momentov, teh privlačnih stvari je tudi znanstvenosti knjige polno v njega. Tako da je bilo veselje delati, je bilo pa dosti težko dešifrirati res dejansko te bankirske postopke. Te bankirske operacije in finančne te finančne mahinacije in denarniške reči, prehod iz zlate na srebrno osnovo, pa spet iz srebrne na zlato osnovo, pa tista numizmatika z novci, tukaj je tudi dosti pomagal profesor Mlacovič, tisti beneški soldi, pa beliči, pa vse tiste reči, to je bilo, predvsem pa te bančne reči so laiku dosti težko razumljive. Meni je bilo malo, sem imel malo izkušnje s tem, ko sem prevajal tisto knjigo Ivana Tiborja Bevenda o ekonomski zgodovini, zgodovino v mojem življenju, ko razlaga te reči, kako je to študiral.
Budimpešti, v centralni banki, kako so rili pokleti ne, in po tistem prahu, ne, da so študirali, ampak te reči so tako dosti komplicirane, no, pa ta način beneškega kredita, tisti načini kreditiranja, ko so vsi Benečani v bistvu z bančnimi zapisi so še financirali kompletno kreditsko vojno v 17. stoletju. Pravzaprav so delali inflacijo, ampak na račun državnega kredita, na račun zaupanja. Ne, da so, no, te reči so bile pravzaprav izziv za vprašanje, koliko je človek uspešen pri tem, ampak to je bil še kar velik izziv. No, potem pa te stvari o ladijski, o brodogradnji, ne, o ladjedelništvu, o teh rečeh, tudi tisto o jadrovih, pa o veslih, pa o načinih, pa o tistih napuščih za vesla, pa kako je bila narejena galeja, ne. To je bilo tudi še kar težko, no, še kar izziv. Ne. Drugače je pa izziv je bil tudi, kako se držati tega suhega sloga, ne da bi preveč svetličil, ker se ne sme seveda, ne, v zgodovinskem učbeniku. Se ne sme, človek bi te bolj živahno prevedel, ampak ne sme. Ne sme, se mora držati tega stila. Jaz sem pa ravno tako pogrešal pri tem, mogoče je še bolj kot likovna umetnost, je malo zapostavljena glasba v tej knjigi. Tukaj pa res malo kratko, ne, nista bila samo Monteverdi in Vivaldi, ne. Seveda je bilo še na desetine drugih, ne, ki so bili izjemno pomembni v evropski glasbi. Benetke so konec koncev so bile vodilne v razvoju baročne opere in tudi pozneje v razvoju novega tega stila, Baldassarjeva Lupi, pa in drugi. V Benetkah, iz Benetke bil doma končno tudi v Benetkah je bil končno doma tudi Lorenzo da Ponte, ne, ki je bil Mozartov libretist, ne, in je bil iz te kulture. Ne. Potem je, in eno sem imel še en tak zadržek, sem imel pri tem, da se mi je zdelo, da pravzaprav avtor na človeški ravni Benečane idealizira na en način, ker jih tako zelo občuduje zaradi njihovih dosežkov. Ne, ker to je bila res mogočna stvar. V resnici pa od zadaj je bil pa to ena velikanska količina strahovitega zatiranja. Ne, in tudi grobosti, zelo hude grobosti, velikanskih krivic in predvsem rafinirane manipulacije. Ne, in te diplomatske manipulacije in tudi vsakršne. In nekega sklicevanja na katoliško vero, ne, medtem ko so po drugi strani, pa v bistvu sploh ni šlo za to, ne, v Benetkah, ker so imeli Benečani so bili edini v tem času, ki so pravzaprav katoliško cerkev postavili veliko bolj kot absolutistični vladarji ob stran, na kraj. Ne. Tam škof, recimo, cerkvenih dostojanstvenih ni smel upravljati nobene politične funkcije. Ne. In so v bistvu uporabljali Benečani to katoliško oziroma versko to hierarhijo v bistvu za bogatitev vladajočega sloja, ker so pripadnike pač teh druge pa tretje sinove so spravili v cerkveno službo in se polastili cerkvenih dohodkov, te bogate familije. Ne. In teh reči je bilo, no in te reči so se mi, torej, Lejn izjemno se povidi, da občuduje Benetke, tudi zaradi te politične spretnosti, s katero so Benečani vodili to pač sposobnosti dogovarjanja, potem ustanavljanja političnih teh ustanov in spoštovanja pravil znotraj republike in teh rečin, kako so skrbeli za to. Torej tudi fascinantno, še to gledati, se potem nekaj. Fascinantno je tudi so tudi njihovi postopki izbire državnih uradnikov in dodeljevanja državnih funkcij izmed članov Velikega sveta, Major Concilio, ki je imel seveda sejo vsak teden, so imeli seje in oni so imeli protokole in te pravilnike, strahovite protokole, kako sploh priti do elektorjev.
Potem, kako elektori potem predstavljajo te predlagane kandidate za državne službe, seveda, ki so bile priložnost za zaslužek, na en način. In kako najbolj smešno je, kako so potem elektori so imeli take urne, take žare, in ker so imeli seždi gor po kroglico, po baloto, po volilno kroglico, da niso videli, kaj bojo prevlekli ven, ker je bilo to predvisoko noter. In potem, ko je prevlekel kroglico, in če je bila zlata kroglica, je on postal član tiste komisije za izbiro kandidatov, ki pridejo. Je moral pokazati zlato kroglico, če je imela res skrivno znamenje gor, da je ni prinesel od doma slučajno, da je res povlekel iz te urne. Predvidevali so zlorabo na vsakem koraku. In niso zaupali, praktično nikomor niso zaupali. Imela je zelo stare probleme, ki so pa zelo moderne. Ampak potem so jih pa poslali v 4 ločene sobe, po 9 so jih poslali, 36 jih je bilo, 4 ločene sobe, in ko so prišli nazaj z listo kandidatov, vsak svojo, so se morali na oder usesti s hrbtom proti občinstvu, s hrbtom proti ostali, proti velikemu svetu, da ne bi slučajno namigovali komu, da bi se ne bi naskrivili in kaj dogovarjali. In to je res fantastično. In potem so pa kljub temu seveda so pa na veliko kupovali te funkcije, ker je bilo tistih 1500 plemičev v velikem svetu, jih je bilo 2/3 revnih, so bili barnaboti, v bistvu obubožani ali pa revni, in niso imeli drugega prodati kot svoj volilni glas. In to so seveda v vsaki priliki počeli. No, mislim, te večino so me spremljali tako z velikim veseljem, to nekako prevajamo. Hvala lepa. Zdaj bi pa le prosil, da sem omenil, da je pravzaprav glavni pobudnik za to knjigo je bil profesor Štif, pa se nam zdaj pridružil, da bi morda še nekaj, pa bomo potem še kakšno drugo temo. Hvala lepa. Najprej sem dolžen na veliko opravičilo. Ne vem, jaz sem imel ves čas v glavi, da začenjamo ob 8. In sem šel še na spletno stran gledati, jaz sem videl ob 8. Jaz sem videl ob 8. Rekel, sej dan je dolg, to bo to ob 8. Torej, moja krivda, prostite, koliko ste imeli zanimiv pogovor, kot sem lahko zasledil. Večji problem je, da jaz zanimam rdeče niti. Pravzaprav se bojim, da sem zdaj se ponavljal, da bom govoril stvari, ki ste jih že slišali. Ampak mi so bili dogovorjeni, da bo Peter Vodopivec predstavil serijo, da bo Dušan predstavil Lejna in knjigo, bo gospod Varnjer pogovoril o problemih prevajanja. Jaz pa ne bi povedal nekaj, zakaj smo se odločili pravzaprav za beneško zgodovino oziroma za prevod ene knjige v seriji Zgodovina narodov in držav. Tukaj bi začel pravzaprav iz stališča ali pa z vidika slovenske zgodovine, starejše. Slovenska zgodovina, kot vsaka druga zgodovina, ni razumljiva brez kontekstov. Se pravi, mi moramo postavljati dogajanje pri nas v prostorske in takšne druge kontekste, edino tako potem razumemo, kaj se je tukaj dogajalo. Čim vi obravnavate to slovensko zgodovino brez teh kontekstov, se vam pokaže kot nekaj izjemnega, specialnega, ne vem kaj, vse skrat in potem, ko postavite v kontekste, vidite, da vse to zgine, da smo pravzaprav precej podobni vsem ostalim in nič tako specialno posebnega. Ampak to nam omogoča, da razumemo, kaj se je tukaj pri nas dogajalo. In seveda slovensko primorje današnje, se pravi, v mislih imam predvsem področje teh naših 3 istrskih mest, od Pirana preko Izole do Kopra, je bilo govorim grobo, od zadnje četrtine 13. stoletja pa do konca 18. stoletja pod suvereno oblastjo Beneške republike. Se pravi, spadali so v državo, neko drugo državo, kot je centralni predel slovenskega ozemlja, ki spada v Sveto-rimsko cesarstvo, če tako krajšano tako imenujem, pod Habsburško oblastjo v tistem času, okvirno govorim seveda tako, in seveda do razliko od vzhodnega dela današnjega Prekmurja, ki je bil 1000 let pod Svetoštefanovsko krono. Pravi, to primorsko zgodovino seveda lahko razumemo samo, če jo obravnavamo v kontekstu beneške zgodovine, če poznamo beneško zgodovino.
Tako kot je seveda lahko razumemo tudi, če obravnavamo samo v kontekstu istrske zgodovine. Ne samo tema, kar mi rečemo severno-primorska ali pa slovensko-primorska Istra. Celotna Istra. Ker je to pač so bili to eni organizmi, ki so funkcionirali kot neki organizmi. In to je bilo to izhodišče, zaradi katerega se nam je zdelo pomembno, ali pa se mi je zdelo pomembno, da vključimo v to serijo tudi beneško zgodovino, čeprav Benečani po neki kriterijih niti danes niso več država, seveda, so bili neka veličina, vse ostale niti niso narod, pravzaprav, se niso v tem smislu tako razumeli, ampak vendarle, zaradi pomena, ki ga imajo Benetke za en del slovenskega prostora in za celotno slovensko zgodovino, se nam je zdelo to še kako smiselno. Ni treba, da vam govorim seveda o stvareh, katerih sami veste, stopite v Koper, na glavni mestni trg, da ste seveda začutili eno vzdušje, ne samo mediteransko, ampak seveda tudi beneško vzdušje z lođo, z stolnico, z palačo tam, torej oblastno in tako naprej. Teh stvari imamo veliko in zaradi tega je dobro, da poznamo seveda vsa ta ozadja, ki so se dogajali. In veliko se je seveda dogajalo, ali pa je bilo dirigirano seveda iz Benetk. Če pomislimo samo na sol, na trgovino soljo, na soline, ki so imeli pravzaprav vsa te komune, te skupnosti priobalne, kako se je na to prodajalo, kako so imeli Benečani monopol, kako so gradili, kako so razvijali, kako so kontrolirali vse skupaj, kako se je iz tega pravzaprav potekal tudi kontraband, če hočete, pa naš Martin Krpan in vse te podobne stvari. Se pravi, to so neka ozadja, ki jih je dobro poznati iz zgodovinopisnega ali pa zgodovinskega stališča, da jih razumemo. Tudi o tom, kar je bilo že rečeno, kako so volili, kakšni privilegiji so imeli te plemiči, seveda, kako so zaprli, kako so si zagotovili privilegij na tak način, seveda, da so tudi zaprli veliki svet, kako se je to prenašalo potem tudi v te odvisne komune, ki so imeli določeno avtonomijo, seveda Petiti so bili pa tudi na tej strani veliki, to moramo pa tudi vedeti. Vse te mehne komune, ki so morali priznati seveda hegemonialni položaj Benetk, razen Trsta, ki vemo, ki se je podelil drugemu hegemonu na tem prostoru, to je Halkožanom, so seveda igrali neko svojo igro in so se skušali tudi sami uveljavili kot eni suvereni igralci, ampak v končni fazi so bili premehni za kaj taka in so morali priznati beneško oblast. Drugače se pa beneški vplivi pravzaprav pri nas, na vzhodno, torej bi rekel tukaj v Istri, seveda jih lahko sledimo že v zgodnji srednji vek nazaj. Prej sem omenil, da so prišli kot suverena oblast Benetk v zadnji četrtini 13. stoletja, takrat postanejo v bistvu subjekti, podložni, se pravi, hranijo te mesta svojo avtonomijo, vendar morajo imeti nad seboj, pride predstavnik beneške oblasti, ki kontrolira, kaj delajo in seveda vse tudi statuti niso smeli biti v nasprotju, oziroma pravni red ni smel biti v nasprotju v teh komunah, v nasprotju z beneškimi interesi in beneškim redom. Drugače so imeli relativno to še vedno avtonomijo upravljanja in tako naprej. Ampak kot rečeno, mi lahko sledimo beneške vplive v Istri dokumentirano že od 9. stoletja. V političnem smislu, v cerkvenem smislu seveda še prej, današnji beneški nadškof je seveda naslednik gradaškega patriarha, ki je bil metropolit tudi nad istrskimi škofijami od leta 607, ko pride pravzaprav, ali pa še prej, 607 pride do razdelitve patriarhata. In seveda tu si poznate tudi to zgodbo, oziroma beneški lev, ki je simbol Beneške republike, torej evangelist Marko, simbol evangelista Marka, in to je seveda tudi pravzaprav povezano z cerkvenim sporom med Oglejem in Gradežem leta 827, takrat je cerkvena sinoda v Mantovi, ki se je dogajala na treh frankovskimi škofi, odločilo v korist frankovskega seveda Ogleja in ne bizantinskega Gradeža, in reakcija Benečanov je bila pravzaprav, da so naslednje leto v Aleksandriji, eni pravijo kupili, drugi pravijo ukradli relikvije evangelista Marka in jih pripeljali na Rialto, kjer so še vedno, torej so bile seveda, to so bile relikvije Doža, pod kontrolo Doža, to niso bile relikvije, ki bi kontroliral patriarh. To so bile relikvije Doža, hoteli so simbolno povedati, vi lahko delate, kar hočete, ampak mi imamo najbolj vredne, najbolj dragocene, najbolj prestižne relikvije
so naše, ne vaše. Ker Sveti Marko je, kot veste, bil po legendi začetnik krščanstva pravzaprav na severnem Jadranu v lagunah. On je tisti, ki je svetega Mohorja peljal v Rim po legendi in ga predstavil svetemu Petru, ki ga je potem ustoličil kot prvega oglejskega škofa. Zaradi tega so se v Ogleju dičili z naslovom, da so patriarhi seveda, po eni strani, po drugi strani, da je Oglejska cerkev vikarja, namestnica rimske cerkve. To so ena takšna ozadja, te zgodbice seveda, ki nam pomagajo razumeti seveda zgodovino slovenskih krajev današnjih ob obali. Da ne govorimo o arhivih, da ne govorimo o vseh drugih zadevah, da ne govorimo o ekonomiji, ladjedelništvu, trgovske poti so seveda še tukaj. V razliko od danes, ko plujejo ladje po sredini morja, so potovali takrat ob obalah. In to je bilo pomembno seveda Benečani, da so kontrolirali kompletno celotno vzhodno-jadransko obalo, ker je šel celoten pomorski promet, je šel ob vzhodno-jadranski obali gor in dol. In so morali to kontrolirati. In zato so seveda poskušali in so tudi vsi pridobili kontrolo nad temi, na tej trgovski poti, ki je bila pravzaprav sprva jedro njihovega bogatstva. Zdaj sem natresel par protinic, ki mogoče na način, da bo knjiga še bolj zamikala, ampak vendar ne mislim, kot sem dejal, osnovno je to, treba je poznati tudi beneško zgodovino, ker s tem bomo lažje poznali tudi zgodovino naših krajev na obali. Toliko možda za začetek. Hvala lepa vsem trem sogovorcem tukaj pri mizi. Zdaj bi pa vsem, preden vam dam besedo, še prosil, med nami je tudi kolega iz Kopra, dr. Salvator Žitko, ki je sam napisal eno zelo lepo primorsko zgodovino in bi ga le prosil, če bi morda še on bil pripravljen nekaj povedati in komentirati v tem, kar smo se zdaj pogovarjali. Z veseljem. Tukaj, da bomo kar pokazali. Lepo pozdravljeni. Moram reči, da sem bil prijetno presenečen, ko sem zasledil informacijo, da bo v Ljubljani predstavljeno delo o Benetkah. Torej, jaz sem moral hoditi, veste, ali v Rovinj, torej ta znani centrum di ricerche storiche, ker seveda je bila ta tematika zelo prisotna, ali pa seveda prav do Padove, do Benetke in tako naprej, čeprav smo se seveda z beneško problematiko začeli ukvarjati v okviru našega zgodovinskega društva, sem še zdaj predsednik, oziroma kasneje znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru. Torej, prve številke revije Acta History so dejansko povezane z beneško problematiko. Mi smo dosti hitro, tam nekje že leta 1993, vzpostavili stike zlasti z kolegom Klavdijem Povolom iz Univerze Ca' Foscari v Benetkah, odpirali to tematiko. Njim je bilo zelo prijetno priti v Istro, nam je bilo prijetno, da smo pravzaprav iz njihovih ust slišali, oziroma da smo vsi skupaj odpirali to problematiko, ki jasno ima ogromno dimenzij, neskončno, torej obravnavali smo sisteme oblasti, oblast institucij, pravo, beneško in tako naprej. Skratka, to je neizčrpna tematika. Moram seveda reči, po drugi strani, veste, jaz sem prišel, ko sem končal študij zgodovine v Ljubljani, ko sem se vrnil na obalo, moram priznati, da sem jaz o lokalni zgodovini primorski, zlasti o istrski, vedel pravzaprav zelo malo. Sram je bilo povedati, torej, morda na univerzi oziroma med predavatelji se je bolj ali manj s to problematiko ukvarjal Karlo Gestrin, morda še sem pa tja kdo, ampak to je bilo tudi vse. Se pravi, da praktično je bilo treba začeti od začetka, torej posegati po literaturi. Jaz sem potem dosti hitro zaznal, da bom moral sam iti v Benetke, torej v Beneški državni arhiv. No in dejansko sem od leta 82 do 87 vsako leto dosti sistematično torej, presedel v Beneškem državnem arhivu. Danes je bilo veliko govora o Beneškem državnem arhivu. Jaz sem imel to srečo, da sem spoznal
torej enega od šefov, torej enega odseka za mikrofilmanje, ki je bil izstran po rodu. Zato so se takoj spoprijateljila, me je vprašal, tako sem se rekel, jaz sem dika podesera, jaz sem di Albona, se rekel, hvala Bogu. No in potem pač me je peljal po celotnem beneškem državnem človek, verjetno ste videli, človek ne more verjeti, kajti zunaj, veste, ta kompleks, torej Dejfrari, ne zgleda ne vem kaj, ko hodite notri, torej ko gledate ogromne dvorane, torej to je toliko gradiva, da enostavno si ne moreš predstavljati, da je to, no in tako da, potem sem seveda videl tudi nekaj drugega. Zdaj ste omenjali ugledne tujce, ki so bili avtorji torej teh del tudi o beneški zgodovini. Jaz sem tam dejansko videl, ker sem ga vprašal, sem rekel, kaj pa te posamezne sobice, je rekel, sem prihajajo ugledni profesori iz tujih univerz, od Združenih držav, Velike Britanije, Španije, Francije, Nemčije in tako naprej, za par mesecev, vsak ima svojo sobico, torej seveda idealne delovne pogoje, kjer so se lahko nemoteno posvečali študiju beneške zgodovine. Ali pa seveda relacij, naprimer med Beneško republiko, Veliko Britanijo, Španijo, Francijo in tako naprej. In seveda ni čudno, da so nastajale sjajne študije, torej poglobljene, verjetno nekaj takega, tako je nastalo tudi to delo. Jaz imam ta občutek, ker sem seveda videl, da tja hodijo tudi Američani, kar me je presenetilo. Tako da, bi rekel, je to ena izjemno bogata izkušnja, ampak torej, tako kot je kolega Peter Štih rekel, veste, živeti na obali, biti zgodovinar na obali, je jasno, rekel, nekaj povsem drugega, kot biti v osrednjem delu Slovenije. Torej, tukaj bo meni razumljivo, da so bili moji kolegi bolj nekako zazrti na sever, to se pravi v Gradec, Dunaj, Prago in tako naprej. Torej, živeti na obali, se ukvarjati z zgodovinopisjem, pomeni absolutno, bi rekel, poznati, treba je poznati ta čas, ta prostor, kajti identiteta tega prostora je bistveno drugačna. Torej, to sta, veste, vendar ne, danes je to slovenski nacionalni prostor, ampak torej, toliko specifike je, toliko specifike, torej ta identiteta tega prostora je bistveno drugačna. Torej, tako da, prav gotovo me veseli, jaz se zdaj nekako ukvarjam z enim od prvih strokovnih delavcev beneškega arhiva, ko se je že preselil na Campo Dejfrari. To je bil sin uglednega koprskega razsvetljenca, erudita Gianrina Carlija, Agostino Carli Rubi, njegova mati je bila Benečanka. On pravzaprav je bil tudi nekako Benečan, je umrl v Benetkah 1825. No in nekako zaključujem to svoje delo, veste, z eno malo pikro pripombo, ki sem rekel, morda lahko je neka ironija usode pravzaprav, da je bil to eden prvih vodilnih delavcev v Beneškem državnem arhivu, ki je prav gotovo zelo dobro poznal Beneški državni arhiv, poznal zelo dobro seveda tudi stari koprski arhiv in danes se stari koprski arhiv nahaja v Benetkah. Žal. In se bojim, da bo tam tudi ostal. Sem rekel, torej, to je morda neke vrste omaž, torej Agostino Carli Rubiju, oziroma ima človek občutek, da se pravzaprav ta stara koprska zgodovina beneškega obdobja v bistvu še vedno odvija ali raziskuje v domeni nekdanje Beneške republike. Hvala lepa za pozornost. Zdaj pa lepo prosim, smo kar 50 minut že, zdaj vas lepo prosim za komentarje, vprašanja, polemične pripombe, vse kar kdorkoli. Se je bilo vendar veliko tem odprtih, vse do tega, ta zadnjega, da vidimo pravzaprav
da živimo v enem prostoru, ki ima zelo raznoliko zgodovino in jo včasih res preveč gledamo samo slovenskega središča, skrajinske. Prosim. Bo pa še jaz vprašal zdaj kot poslušalc. Poglejte, ko človek bere zgodovino Benetk, naleti zase za zadnje obdobje na temeljno vprašanje, ali je bila Beneška republika v 18. stoletju res v agoniji, a je to res bil neke vrste anakronizem, kajti nekateri, torej raziskovalci, naprimer Giovanni Zalin, ki je bil zaslužni profesor ekonomskih ved na univerzi v Veroni, se je veliko ukvarjal ravno z ekonomsko zgodovino Benetk. On pravi, nikakor ne. Benetke niso bile tako šibke ekonomsko, kot bi človek morda sodil. Res je, da so se takrat, torej da Avstrija, da so Habsburžani jasno s srstvom naredili perso in da so morali Benetke to gladko požreti. Da se je, bi rekel, tudi v Anconi, torej odprlo pravzaprav to svobodno pisanišče. Benetke, poglejte, so snovale nekaj podobnega, kot je Avstrija naredila za Trst na otoku Krku. Bili so prepričani, da bodo tja lahko usmerili vso levantinsko trgovino, torej promet med Jonskimi otoki, Albansko obalo, Dalmatinsko obalo je bil izjemno intenziven. To se pravi, da Benetke so sicer nekako stopicale, torej to je bil čas velikih reform Marije Tereze, Jožefa II. In tako naprej. Ampak tudi Benetke so počasi reformirale svoj ustroj, seveda tudi njihova manufakturna proizvodnja je sicer nekoliko, ampak vendarle je sledila. Torej, on pravi, v bistvu to, tisti, ki je smrtni udarec zadal Benetkam, so bile napoleonske vojne, oziroma je bil Napoleon. Benetke bi preživele, torej Benetke bi morda živele naprej v 90. Ampak to je hipotetično, torej v zgodovini ni čejev. Pa vendar ne. Ta konc je bil pa pravzaprav zelo na hiter. Zelo na hitro. Brez posebnega odpora. Tako, brez posebnega odpora. Benetke so proglasile neutralnost, enostavno niso vedeli, kako reagirati. Torej, ampak to temeljno vprašanje veste ostaja. Ali bi Benetke preživele? Mene je en novinar italijanski, ko so delali neko oddajo v Kopru o Beneški republiki, vprašal, če imamo občutek, torej, da se je po padcu Beneške republike ustvaril mit. Mislim, da se je. Mislim, da se je. Ste so oni živeli že od vsega začetka mitov. Kako se mesto nastalo, že podatilo, oziroma kot se bežali tako naprej, rojstna ura Benetk in tako naprej. Ampak to je zanimivo vprašanje, kar ste ga načel, samo vprašanje, če bi preživeli Napoleona, vprašanje preživeli Sorgimento, Zedinjenje Italije, verjetno. Tega pa ne bi preživeli. Ne. Meni je kolega Vodopivec predal mikrofon, čeprav sem si želel, da bi on načel to temo, ker gre za njegov čas. Ampak vprašanje za vse vas, ste leta 1983 Jugoslavijo doživljali kot šibko državo, ki bo razpadla? Smo. Ste? Sem spet se nisem. Tudi je bila edina znana država, mi bovala precej močna. Še leta 90, ko sem z Interrailom hodil okoli, še nisem imel prav tega vtisa, ker nimam jaz po temu kot mulec takrat še to vrstne izkušnje, da se dan danes lahkoto. In tudi, recimo, kar je Lane že poudaril v tej knjigi, pred tega pa obstajal mit, da so pravzaprav Benetke že šibke v času oceanskih odkritij. On je ta mit v bistvu raztrgal. V bistvu je pokazal, kako zelo bogata in mogočna država so Benetke v tem času,
da so se seveda določene stvari za njih spremenile, ampak da se je beneško plemstvo se takrat adaptiralo, takrat so postali veleposestniki. In naj opozorim tudi na dejstvo, da v 18. stoletju so oni kulturna elita in oni dirigirajo kulturne vrednote. In tudi recimo, ko je treba v Rusiji vzpostaviti Ermitaž, muzej, kam greš Benetke, kupiš komplet pinakoteko beneškega plemiča in jo preneseš kot cesar Aleksandar lepo v Moskvo. Se opravičujem, v Sankt Petersburg. Jaz nimam enoznačnega odgovora na to vprašanje, ampak mislim, da zato sem mislil, da se bo Peter oglasil, to je vendarle čas teh velikih monarhij, kjer ena republika kot relikt takrat v preteklosti je imela zelo malo šans. Kaj praviš? Tisto, jaz te nič ne pravim, ker si pravzaprav ne predstavljam. Tisto, kar je jasno, je pa, da je ta pravzaprav propad zelo hiter. Ne, da je pravzaprav ta na koncu, ne, ta konc pride zelo hitro in pravzaprav ni potem niti posebnih poskusov, da bi se ta republika obnovila. Je pa dejansko, da njen imperij pravzaprav v teh časih napoleonskih vojn, če čisto dobro razumem, se že precej razrekla in ga praktično ni več. Zdaj, to bi bilo lahko napisano na posebno knjigo, verjetno, in bi bilo vprašanje za eno posebno razpravo. Ja, morda vsem še kdo? Čisto laično. Francozi, ko so se širili proti vzhodu, so vendar bili naklonjeni nekaterim tudi gibanjem, ali pa recimo narodom, recimo nam, in drugod, ali pa Baden-Württemberg, to območje. Kako to, da tukaj v Beneški republiki niso videli ničesa, kar bi se dalo ohraniti ali pa nekako vključiti v francosko upravo. Je pa, torej, jaz sem seveda laik na tem področju, ampak recimo z vojaškega stališča je pa jasno, Beneška republika ni bila sposobna kakorkoli se upreti na kopnem. To je njihova pomanjkljivost bila. Tam je bilo blokada. Meje naravni, torej Beneška republika ni bila takih naravnih meja, da bi se lahko kakorkoli postavila zoper Napoleona. Jaz bi tukaj samo rekel, da pravzaprav mislim, da smo mi v slovenskem zgodovinopisu ali po svoji percepciji te francoske oblasti na tem slovenskem ozemlju malo pretiravali z tem prepričanjem o njihovi naklonjenosti. Jaz sem poskušal enkrat v meni priložnosti v Parizu videti, kaj so sploh francoski časopisi pisali pravzaprav v teh področju ilirskih provinc v tistih 4 letih in praktično ni bilo za to področje nobenega posebnega interesa v francoski javnosti, razen seveda čist za strateški pomen tega področja izrasti, kar bi pomenil kot enega trgovska prometna zveza proti vzhodu po kopnem. Zaradi tega, ker je bilo seveda morje kot kontinentalno blokado. In tako da jaz mislim, da kakšnega posebnega Francozi so razumeli seveda ta prostor kot en pragmatičen, čisto pragmatično so gledali kot en prostor, ki ima za njih en strateško trgovsko prometni pomen in niso imeli posebnega interesa. Tudi vemo, da pravzaprav to obdobje v ilirskih provincah, ko so večkrat bolj naklonjeni bili posameznim tem jezikom, med drugim tudi slovenskemu, je zelo kratko. Se traja v bistvu samo 1 leto, potem pa že prihaja do centralizacije. Jaz se ne bi čisto strinjal, jaz ne vem, verjetno se ne spominjate, ampak poglejte. Samo dosti mogoče na mikrofon. To je bilo za slovensko zgodovinopisje izjemno zanimivo. Namreč 2006. Je prišla kar ena taka skupina mlajših, pa tudi med njimi zelo ugleden francoski zgodovinar, ki je bil sicer strokovnjak za francosko revolucijo, Michel Bauvel, in mlajši kolega Jacques Olivier Boudon.
Bodona sem spoznal, ker je potem prišel kasneje v Koper in tudi v Ljubljano. Jaz sem ga upozoril na to, da je tukaj kar bogat arhiv ilirskih provinc, tako da se je morda ustavil za kakšen dan. On je organiziral en zelo odmeven simpozij na pariški Sorboni, oziroma simpozij se je odvijal pravzaprav ob 200-letnici ilirskih provinc v njihovem zadnjem Musée de l'Armée, to se pravi vojni muzej, tam, kjer je dom invalidov, verjetno poznate, tisti, ki ste pač hodili po Parizu. Takrat smo imeli tridnevni simpozij, jaz sem bil pravzaprav edini predstavnik istrskega prostora, nekaj je bilo tudi hrvaških kolegov in pa seveda iz vseh mogočih drugih koncev in krajev. Ampak jaz sem imel občutek, veste, da njih ta problematika in tematika ilirskih provinc ne zanima tako malo, kot se je morda zdelo, in da so prišli že 2 leti, oziroma 3 leta poprej, da je ta njihova delegacija prišla v Koper, kjer smo v okviru Primorske univerze oziroma znanstveno-raziskovalnega središča organizirali prvi del posveta, drugi del posveta pa v Zadru. Zakaj? Čisto preprosto. Torej, ta del Slovenije je prvi prišel pod francosko nadoblast, 1806. Torej, je Istra, seveda, to je del italijanske kraljevine s sedežem v Milanu. No in oni so bili dosti pozorni do tega, tako da v Kopru se je odvijal prvi del, kajti Koper, kot Istrija, je bil sedež 7. departmaja, torej takratnega francoskega departmaja, Zadar pa seveda departmaja dalmatinskega. Zato ni bilo naključje, da smo imeli pač drugi del te konference v Zadru. Tako da v bistvu, veste, torej teh nagibov Francozov pravzaprav ni bilo malo. Jaz sem ostal med temi v stiku pravzaprav do danes z kolegom Jacques-Olivierjem Bodonom. Imel sem priliko, da je prišel k meni na obisk v Portorož oziroma v Piran, da sem ga peljal na piransko punto na eno dobro kosilo, je bil navdušen nad temi mesti, on jih ni poznal. No in veliko smo se pogovarjali, sem rekel, kako izgleda ta študij zgodovine, zlasti napoleonskega obdobja na pariški Sorboni, v njegovem oddelku in tako naprej. Tako da mi je izčrpno o tem govoril. No in zelo zanimive stvari mi je pripovedal. No in moram reči, da je na nek način neizčrpan raziskovalec, ali so zapisano mlajši od mene, in nekako na 2 leti izda kakšno novo delo ravno iz tega napoleonskega obdobja, kajti on je, mislim, da je direktor inštituta Napoleon v Parizu. Tako da, kot rečeno, jaz tudi nisem pravzaprav vedel, kakšni so nagibi, kakšni so interesi Francozov, torej bil sem prijetno presenečen, moram reči. Jaz bi samo to omenil, ker se potem bomo že kar toliko čas stekel, da mogoče prišlo tukaj malo nesporazuma. Jaz sem omenil, da ni bilo interesa v Franciji, v francoskih časopisov v času ilirskih provinc. Ne, to je druga stvar. Eno je pa historiografija. Jaz tudi profesor Bodona oziroma direktor inštituta Bodona dobro poznam. Ampak drugo je zdaj, da se je francoska historiografija zlasti mlajša začela zanimati, ampak v tem obdobju v samih ilirskih provinc pa praktično v francoskih časopisih ni v teh ilirskih provincah in posvečeno nobene posebne pozornosti, razen o tem, da se govori o gradnji cest, da se govori o tem, kako se bo ta trgovina tukaj ob Jadranski obali potem usmerila do Bosne in potem naprej na vzhod proti Istanbulu. Oziroma, ja. Samo toliko. Zdaj, jaz dvomim, da so imeli kakšno posebno večji interes, da bi užili kakšne biletke, ne, in njihov, jasno, se je bi morali itak zaprto. Zdaj, prosim, če ni več, pa vsem najlepša hvala za vaše prispevke, za vašo diskusijo in pa vsem za vašo prisotnost in vaše potrpljenje. Zdaj, knjiga je pa tudi tukaj na razpolago, kdo bi jo želel kupiti. Peter, knjiga je seveda tukaj
zakupiti. Morda pa še, da je lepo sprejeti tudi to, ravno danes smo dobili še podatke za prodajo v prejšnjem mesecu, kjer je seveda poleg prejšnjih mesecev, kjer je že med prvo prodajo ni uvrščena, je bila za prejšnji mesec na drugem in kar pomeni po nekaj mesecih po izdaji, da se Benetke kar dobro prodajo, kar tudi pomeni, da znajo biti zelo berljivo čtivo. Zahvalil bi se vsem našim 4 gostom na tem večeru in tudi Petru Salvatorju Žitku, s katerim bomo imeli letos pa še opravka, ker pravi, da je bil malo presenečen, pa ne sme biti, ker je koncev tudi eden glavnih sodelavcev pri Slovenski Istri 2, ki pa je v letošnjem programu pri Slovenski Matici, tako da vidimo, da nimamo samo centralnega kranjskega dela in da je v pripravi tudi še ena knjiga, ki bo zajela tematiko Beneške Slovenije pa Simona Rutarja, da znamo poseči tudi preko meja. Torej poskušamo biti še vse slovensko društvo. Hvala.